Sem Sanda Lah Kravanja, zobozdravnica specialistka ortodontije in skrbim za to, da imajo tudi otroci na podeželju zdrav in lep nasmeh. Življenje na podeželju za zdravnike in za zobozdravnike ni enostavno, zato ker je zelo težko ločiti zasebno življenje od poslovnega, od službenega. Imam res tako veliko življenjsko izkušnjo, ker smo imeli prav novo, 2 leti staro ordinacijo z velikanskimi krediti, mlad par z majhnim otrokom. To je bila velika življenjska izkušnja, ki je prevrednotila sistem mojih vrednot, ampak nekako smo zmogli v tistih letih pustiti to za sabo, zaživeti na novo. To izgleda tako, da pač pozvonijo, če vidijo luč, ali pa recimo, kadar grem v zdravstveni dom, če je spodaj parkiran avto na soboto popoldne, ko urejam kakšne administrativne zadeve, se potem pač odzovejo in vrnejo ali pokličejo ali pa pozvonijo na zvonec. Naš poklic, ne samo zobozdravstveni, sploh pa delo z otroci in mladino je poslanstvo. Tu moraš biti potrpežljiv, moraš biti vztrajen, pride kakšen dan, ki je dober, kakšen, ki je malo slabši. Zdravi zobje niso samo tisti zobje, ki nimajo črvičkov, ki nimajo kariesa, ampak je zelo pomemben tudi zdrav, pravilen ugriz. No, tu na tem področju pa delujemo ortodonti. So se vozili v Novo Gorico, ki je najmanj uro pa pol iz Bovca do Gorice, če se ne dela nič na cesti, in ko prideš v Novo Gorico in tam dobiš našo ortodontko. Mislim, to je bilo skregano z logiko. Moram reči, da sem že skoraj obupal na tem, ampak Sandra je bila tista, doktor Lahova, ki me je morala uspeti, in uspelo nam je. Ta delček programa, javnega programa, s katerim lahko oskrbujem otroke in mladostnike na napotnico, pomeni za otroke in starše z tega podeželskega področja zelo veliko. Ne samo v smislu dostopnosti, da je to zdaj pač v regiji, da je to v domačem kraju, da lahko pridejo iz šole ali po šoli. To pomeni tudi, da lahko starši sledijo poteku zdravljenja. Specialistov ortodontije ne primanjkuje pa javnih programov in pa tudi kolegov, ki so te javne programe pripravljeni še naprej izvajati. Ker so se obremenitve tako povečale, sploh te administrativne, pa e-zdravje, pa vse te novosti, ki so, ortodont pa dela z eno asistentko, če je v javnem zavodu, da enostavni mnogi se odločijo in odidejo po svoji poti. Nasmeh je tudi tista prva stvar, ki jo pri ljudeh opazimo. Niso to oči, ampak je to nasmeh.